Ja, super. Hvala vam Hvala vam. za čas, pa ker ste si ga vzeli. Ja, z veseljem. Ja, Da ste povabili, hvala vam. ja. Je vedno dobro pač o teh stvareh govoriti na domač način, oziroma preprosto, pa da čim več ljudi to sliši. Ja. Zakaj ste pa videli to kot neko pametno porabo vašega časa? Ker želimo razširiti idejo o poštenosti med čim širši krog poslušalcev oziroma ljudi, ki običajno ne gledajo medijev kot teh, tradicionalnih medijev, ki v bistvu ne poslušajo poročil, kjer ne spremljajo redno in ne hodijo v javni sektor v službo, pa se udeležujejo usposabljanj, so že končali šolanje. So recimo pač izven tega dogajanja, ampak še vse njih pa tarijo o tem, kako naprej v družbi, ko slišijo pač, da je mogoče pa situacija pač taka, da se jo da izboljšati, z vidika poštenosti, zato. In tako je, ko sem zvedel za vas, da pač ste vi tisti, in ko so mi rekli, da ste pripravljeni, sem bil vesel. Ja, hvala, cenim. Ja. Sej, naša družba je zelo zanimiva, sploh ko si človek vzame čas, da malo pogleda v zgodovino, pa kako smo vso to kompleksnost institucij, tehnologije, vsega, kar nas obdaja, nekako korak po korak sformulirali. In se mi zdi, da se večina ljudi nas ne ukvarja toliko s to kompleksnostjo, pa vsemi institucijami, pa vse, kar je potrebno, da naša družba vsaj kakor toliko stabilno funkcionira, da ne razpade vse v nek kaos, kot je to že večkrat v zgodovini je šlo tja. Ogromno ljudem je samoumevno, marsikaj pa ni. Je treba pač vlagati energijo v vse, kar deluje. In tudi s tem, kar delamo mi na komisiji, je identično. Pač še več. Institucija sama, v bistvu brez sodelovanja z drugimi, ne more biti učinkovita. Zato je tukaj čim širši krog pač deležnikov vključen. Kaj mislim po deležnike? Da pač od šolstva, vzgoje, izobraževanja, šolstva, v bistvu medijev, kot socialnih omrežij, če želite, v bistvu vseh družbenih skupin in tudi z gospodarstva. Vsi morajo prispevati svoje. Čisto vsi, vsak mora svoj delček, svoj kamenček. Ni šans, da bi lahko pač nekdo bil tisti, ki bo zastavil pa spelo brez, da bojo drugi sodelovali pri tem. Na tem področju to ne gre. Če bi začela takole, veliko govora spet mi sva tudi začela z institucijami, pa družbenimi, kolektivnimi stvarmi, ampak verjetno, ne vem, kakšen je vaš pogled, da vse izhaja iz posameznikov, ki so vpeti v te večje skupke posameznikov. In čez zgodovino smo imeli več poizkusov, kako poštenost organizirati. Imamo neke religije, pa imamo neka zlata pravila, oziroma eno zlato pravilo, pa imamo neke zapovedi, ki so bile božje, se pravi, smo jim mogli dati neko avtoriteto, zato da ljudje lahko med sabo sobivajo bolje. Če začnemo pri posamezniku, a mislite, da smo pošteni v svojemu softverju, ali smo bolj nagnjeni k temu, da za sebe malo več pograbimo, kljub temu, da bojo ceno plačali drugi okrog nas? Ja, to je zelo dobro vprašanje. Predvsem mislim, da to sem se skozi leta nekako pač naučil, da človek se rodi nedolžen kot nepopisan list papirja. Potem pa skozi vzgojo, pa z gledovanjem najprej doma, v vrtcu, potem osnovna šola, naprej gor po pač verigi šolanja in vključno na drugi strani, v bistvu usporedno prijatelji, s tistim, ki se druži, mu dajo nek zgled in potem se izoblikuje in gleda, kako naokrog v bistvu stvari tečejo, pa posluša, kar se mu govori doma, po šoli, in
potem se odloči na neki fazi, ne, ko pride v službo, čemu bo sledil. Ne, in v službi je popolnoma identično. Nekaj je, kako naj bi bilo, pač to so pravila napisana, potem pa se gleda v praksi, kako je. In je potem čisto odvisno od vseh teh dejavnikov, ko se človek izoblikuje, kako se odločiš, oziroma kako se odloči, da bo pač šel svojo pot naprej. Ne. Ali bo vztrajal pri teh vrednotah, če so te dobre, v bistvu torej poštenost, transparentnost, odgovornost, ne glede na to, da mu bo okolica sporočala, da je lažje biti oportunist, se pravi, da pač moraš zamižati na eno oko, da je treba pač stran pogledati, da je treba drugače delati, kot se govori. In iz tega naslova bi bil rekel, da človek pravzaprav generalno gledano verjetno je nagnjen k temu, da išče bližance, da gre po krajši poti do cilja. Ja, zaradi evolucijske sile po preživetju, da enostavno moraš se tako obnašati, da preživiš. Lahko temu rečemo tudi tako, ampak zdaj danes, ko nas ni več straha, bomo v bistvu imeli hrano, pa bomo imeli v bistvu za obleči, te osnovne potrebščine imamo torej zagotovljene. Pač se pa nekako, ne vsi, k sreči v slovenski družbi lahko rečemo, da večini imamo to srečo, da smo preskrbljeni. Ampak potem pa govorimo o dodanih teh dobrinah, v bistvu nek luksus, ko gledaš naokrog, zdaj kaj sveda predstavlja za nekoga luksus, je spet vprašanje, ampak hočeš imeti več. Ne? Pa primerjaš se, ne? Ja, pa primerjaš se in hočeš imeti več. In zdaj rečeš, ok, s tem, kar imam, na ta način, kot sem, ne morem zaslužiti več. Ne? In zdaj, če vidiš priložnosti, pa imaš v sebi tisti driver, se pravi tisto gonilo, da lahko greš po bližnjici, ne nujno, da tudi na pošten način, pa da vidiš, da te okolica ne obsoja, da ljudje ne odgovarjajo, da v bistvu lahko greš s tem čez, pa da pravzaprav te niso starši, oziroma da se nisi sam izoblikoval v tisto pošteno osebo, za katero verjameš, da je prav biti pošten, ne samo zaradi sebe, tudi zaradi drugih, potem boš v veliki verjetnosti uporabil to bližnjico. In boš šel po tej krajši poti tudi do zaslužka. In tako nekako potem ta krog tistih, ki bi avtomatično bili pošteni, je majhen. In zato je treba zavestno odločitev krepiti. Jaz sem prepričan, da se moraš ti zavestno odločiti, da pač si pošten, da veš, da je to vredno, da se splača biti pošten. In to ni tisto, s čimer bi se rodil. Ok, zdaj recimo nek mlad posluša, pa jaz mislim, da je zelo, ali pa če še to dam pred tem, jaz mislim, da je zelo pomembno, kako vidiš svet. Če vidiš svet kot nepošten svet, boš lažje opredelil ali pa opravičil svoje nepošteno ravnanje, ker moraš, da preživiš v takem nepoštenem svetu, se moraš z njim poravnati z nepoštenostjo. Če pa vidiš svet kot noče reči pošten, ampak mešano, eni so taki, drugi so drugačni, lahko vidiš pozitivno plat sveta, ki ga gradimo skupaj, lahko vidiš negativno, je pa pol lažje presojati to. In zdaj, če nek mlad posluša, pa ima mnenje, svet je itak nepošten. Ja. Lejte, kje sem, lejte, kaj imajo drugi, lejte, to ni pošteno. Kaj bi njemu rekel, zakaj je pomembno imeti to integriteto ali pa gojiti poštenost, če drugi ne? Ja, zato ker se po tem dolgem premisleku, to je večletni, ko spoznaš, da je to resnično vrlina, integriteta kot taka, po domače to pomeni, da si skladen v tem, kar verjameš, razmišljaš, govoriš, delaš, oziroma da si človek na mestu, poln vrednot, v prvi vrsti poštenosti tudi, da se to splača, da je to vredno, ker ljudi potem te verjamejo, ti sledijo lahko, če si na večni funkciji, oziroma si dobro zgled doma, ne rabiš imeti nobene druge funkcije, lahko si samo oče, mama, brat, sestra ali pa prijatelj, in si zadovoljen v tem krogu. In kot tisto spoznanje potem o tem, da nisi sam na tem svetu, dopolni ta aspekt razmišljanja, sprav to, kar razmišljaš, pa rečeš, ok, vsako ravnanje ima neko posledico, ne samo za mene, tudi za druge. In ta svet je tudi moj svet.
In ta država je tudi moja država. In če jaz ukradem nekaj od države, nekdo nekaj izgubi. Če sem jaz, na primer, koruptiven, pa jemljem iz državnih sredstev, se pravi, zato ker sem uspel priti v nek krog, ko s podkupnino dobim nek posel, na ta račun nekdo drug ima nižjo penzijo, pa so slabše ceste, je višja šolnina oziroma je dražja šolska malica. Tako, v bistvu, ko potem dobiš ta pogled, ugotoviš, da če te kaj mar za druge, se splača biti pošten. Da če si pa zgolj samo sebičen, pa gledaš samo na sebe, pa ni nujno potem, da se sploh s takimi vprašanji ukvarjaš. Zato je integriteta tako pomembna, ker je predpogoj za zaupanje. In jaz sem lahko povem eno anekdoto z moje poklicne poti, ko sem se začel s tem ukvarjati. Jaz sem z integriteto nekako 2003 se začel ukvarjati, torej več kot 20 let nazaj. Še predtem sem bil pač 10 let zaposlen v policiji. In mene je najbolj zanimalo, kako to, da vsi nad mano, oziroma sem narobe rekel, kar precej vodi takih, ki so imeli položaje nad mano, pridiga o tem, kako ne bo, sami pa tega niso počeli v praksi. Niso živeli tega, kar govorijo. Ne, ko smo to si videl pač. Ampak on je imel moč, on je bil na položaju, takrat je bil že tisti čas prehoda iz starega v nov sistema, ko pravzaprav nisi se sprašal, kaj ta človek na položaju počne. Ne? In meni je to začelo zanimati, potem sem študiral in prišel sem do integritete. In potem sem začel to proučevati. In imel sem možnost, da sem potem, delal sem na policijski upravi v Kranju, šel po policijskih postajah in se s policisti in pa z njihovimi šefi pogovarjal o tem in ugotovil, da pravzaprav kot take besede integriteta ne razumejo, ampak vsi so pa vedeli, kaj je poštenost, pa v bistvu sestavne dele integritete je vsak razumel. Torej intuitivno je vsak živi, nismo jo pa konceptualno razumeli, pač nismo vedeli točno, kaj ta, ker tudi to ni slovenska beseda, je pač poslovenjena, mi smo jo pač vključili naš jezik, kaj to pomeni. In tako je trajalo vse nekako do leta 2010, ko sem jaz širil to zgodbo najprej znotraj policije, pa je dobil cel kup sodelavcev in tako naprej. In to, kar sem želel povedati, veste, kaj so ljudje rekli? Ko smo mi prišli do epiloga, da je to vredno, se pravi, da si dober zgled, da pač moraš biti najprej pri sebi, do sebe lojalen, pa da moraš v bistvu slediti svoji integriteti, ne da si za vsako korist oportun, pa da se prodaš ne za vsako stvar, ko v bistvu imaš nekaj od tega. So mi rekli, ok, vse v redu, se strinjamo s tabo, ampak pej ti to unim gor povedati. Ne, tako si začel, v bistvu najprej na eni policijski postaji, pej ti to povedati na regijo. Jaz sem prišel čez čas, leto, dve, potem na regijo, ko sem me povabili. Veste, kaj sem mi na koncu rekel? Pej ti to povedati v Ljubljano. In jaz sem, ko sem delal že v Ljubljani, takrat leta 2008, na 8, 8 pa 10, ko je bil generalni direktor, takrat je bil Goršak, na njegovom kolegiju povedal to, da so me ves čas leta pošiljali zdaj sem. In sem jih v šali vprašal, kam pa me vi pošiljate naprej, da se gremo pogovarjati o poštenosti. In so se v smehu vsi odzvali, kam ne, v politiko, ne. Zdaj v kakšno politiko, ne, državni zbor. Kje je bilo za mene, jaz takrat sem bil predaleč od tega razmišljanja. Ne. In danes sem na komisiji za preprečevanje korupcije, že 6. leto. In v bistvu smo institucije, ki smo za to pristojni, da širimo te vrednote v javnem sektorju, predvsem tudi v gospodarstvu, predvsem pa smo skrbniki teh vrednot, ki preprečujejo korupcijo, ne pošiljajo nas več nikamor drugam. Ne? Tako se pravi, da bi rekel zapet pa v Bruselj. Ampak nekako vidim, da res to je zelo težko v praksi širiti, če človek nima tega vzvoda v sebi noter. Kdor pa ima pri sebi noter to uravnilo, kot da je pač veš tega in da se zaveda, da je sicer težja pot, ne, ko ravnaš integritetno oziroma si poštena, ampak je bolj vredna. Ne samo, da boš spi, se boš počuti tudi, ker vidi na pravi poti, je družbeno odgovoren, je pač človek, ki daje dober zgled in vidi, da je to dobro za naslednje generacije, ne, ki prihajajo za nami. No, potem tak človek z lahkoto to počne. Tisti, ki je pa prepričan, da pravzaprav to je samo neka vrednota na papirju, nekaj, kar se govori, pa ve, da ni to pravih sankcij, tak se pa lepo nasmehne, se praviloma ne ogovarja, ampak v praksi pa nič ne spremeni. No in tukaj noter recimo je še veliko prostora za napredek v slovenski družbi. Ja, dostakrat sem slišal ta koncept, da se človek mora odločiti, ali bo dobro jedel ali bo dobro spal. In tukaj nekje vmes more... Lahko je oboje. Lahko oboje, ja. Ampak recimo, če maksimizirava, da jeva dober, ne, bova, če res v ekstrem to potisneva,
To pa res. bova slabše spala, ker bova mogla delati ene akcije, To pa ki res. nam bojo kratle spanec. A ne. Ampak se mi zdi tako, moj je tak mal filozofski, a ne, pa grem res, probam iti nazaj v temelje tega, kar ste govorili, ne. In sem slišal to tako, kot človek se mora znati žrtvovati, a ne. Žrtvovati za druge in žrtvovati za sebe v sedanjosti, za prihodnjega sebe, ne. In ta koncept žrtvovanja je tako zelo zanimiv, ker je v sedanjosti je neprijeten, ne. Na dolgi rok pa tisti, ki se sebi ne žrtvujejo, ne, se pravi nek hedonizem konstantni, ne, bo imel zelo, zelo, zelo težko življenje. Ne. Mislim, govorim iz lastnih izkušenj. Pa zgledi vlečejo. Kaj nam ta materialističen svet, pač tudi individualističen svet ponuja, ne, se pravi zgodbe o uspehu. In potem se ogromno ljudi vpraša, kako to doseči. In tudi danes otroci sprašujejo, zakaj bi še v šole hodili, če lahko brez njih tudi zaslužijo. Tak ali drugačen način. Ne? In je treba stalno širiti to zavest, da pač ljudje smo družbena bitja, ki seveda skrbimo za sebe, ampak tudi za druge. In da potem, ko iz otroka prerasteš v pač zrelo osebo, je nujno, da daješ dober zgled naprej. Kam pa bomo prišli, če ta zgled ni dober, ne? Seveda danes lahko mi dva v bistvu začnemo razpravljati o vsem tem populizmu, ki je prisoten v svetu in tudi o zanikanju vseh vrednot, kam smo prišli v tej družbi, vse to drži. Prišli smo. Ampak izvorno gledano, ne, gremo lahko tudi v drugo smer. Ampak samo če bo dosti ljudi oziroma če bo kritična masa se spet odločila drugače. Okolikor pač obupaš, pa ne narediš tega, ne, da rečeš, sej ni od mene odvisno, sej so drugi za to pristojni, avtomatično rečeš, ok, ne, sej v bistvu vse en, kaj počnem. Pa to ni res. Odgovoren si za svoje ravnanje. Odgovoren si za to, kar počneš. Odgovoren si za to, da če že vidiš stvar, na katero sicer fizično, a pa nisi pristojen v neki službi, jo korigirati, je saj, da jo ne podpiraš, da nisi toleranten do nje. Da potem, ko vidiš, da nekdo te je naplahtov in govori eno, dela drugo, da mu potem nisi več lojalen, mu ne slediš več. To lahko narediš, to je tvoje pristojnosti. Pač, da zahtevaš poštenost, da nazadnje se zavedaš, da si to zaslužiš ne samo ti, ampak cela družba. Mi si zaslužimo, da integriteta postane tudi standard v praksi, ne samo v zakonu. Zakaj? Zato, ker bomo vsi bolj živeli. Ne, predstavljajte si, kako je dobro živeti v družbi, ker si med sabo ljudje zaupajo. Ne, ker smo transparentni, odgovorni in tudi v bistvu se točno veš, točno se zavedaš, da človek, ki je na položaju, ti daje dober zgled. Nima fige v žepu. Nočete z neko prijaznostjo preslepiti, da boš ti njemu sledil, zato ker ima on nekaj za bregom. Ne? In v tem smo se različni od Skandinavcev. Njihova kultura tudi imajo korupcijo. Tudi so bili vikingi včasih. To veste, kaj hočem povedati. Ne, niso oni z vesolja prišli dol, pa pravzaprav postali pač nek narod, ki ima danes na tem področju boljše standarde, ampak so se odločili in so se odločili pa še druge dejavniki, ki so tam prisotni, da pač pri njih je treba od majhnega naprej krepiti to individualno odgovornost. In da ko pač zabredeš, boš mogel to tudi na nek način priznati in poravnati. In ne, da boš v bistvu drugi vzel potem za talca, pa pač bojo ti iskal nešteto nekih izgovorov, kako pa zakaj, pa gor pa dol, ampak pač greš. Ne? In enostavna kultura je tam drugačna. In tam ni percepcija taka, da je vse skorumpiran, pa pokvarjen, pa da v bistvu so vsi na položajih slabi. Ni res. Tam je percepcija obratna. Ne? In pri nas ravno ta percepcija v Sloveniji pa se pravi zaznava, ne? Tega, kako naj bi stvari funkcioniralo, v praksi pa ni dobra. In tudi tistim, ki so pošteni, pa pošteno delajo, se godi krivica, ko jih v bistvu vse v isti koš mečejo. Ni res, ni vse slabo, ni vse skorumpirano, ampak prevladuje slabo. V medijih prevladuje slabo. Tisti primeri, ki so, se konstantno vrtijo in pa imajo ljudi občutek, da je vse narobe. In zato mi seveda imamo razkorak med tem, kar je zapisano, teorijo torej, pa kako v praksi počnemo. Ampak predvsem zato, ker pač ne terjamo odgovornosti od tistih, ki to počnejo, ni ta pravi sankcij pravočasnih. In tako se je pač, ko so se na začetku pogovarjala človeka, ki je oportun, rajš odločil za
bližnjico. Zakaj bi on šel po neki poti, ki so ga starši učili, če so ga učili po šolskem sistemu? Vse šolski sistem govori o poštenosti. On pa ni na koncu. Zakaj? Ne? A zato je več denarja zaslužil, da potem ne vem, kakšno jahto ali kaj ima zaradi tega. Ne vem, ampak on je to pač naredil ni konsekvenc. In zdaj pa, a je dober zgled, a je slab zgled? Zame je slab zgled. Ampak ne vem, če za vse ostale tudi. In to so tak vprašanja, ne, ko ti kuješ strategije preprečevanja korupcije, kako jih narediti. In več ljudi ne govoriš k poštenosti, da je vredno biti pošten, da se da tudi pošteno zmagati, da je v bistvu vredno biti torej integriteten, transparenten, odgovoren. Več ljudi je pač v to prepričanih, a pa preko šolskega sistema od vrtca naprej, boljš bo slovenski družbi čez čas. Moramo se pa zavedati, da to, eno je, da so to idealistični pristopi, drugo je, da tukaj terja to svoj čas. Nič čez noč se tukaj ne spremeni, to so majhni koraki na dolgi rok, pa moraš imeti dejansko sinergične učinke. Ena sama institucija ne more. Ne, lahko predlaga, ampak če ni podpore, sodelovanja ni učinkov, sploh pa z represijo ni učinkov. In tukaj smo v začaranem krogu, s katerega pa je seveda upanje. Ne? In tudi je luč vedno v tem tunelu, ampak sem vprašanje, imaš voljo. A si želiš še to delati naprej, a verjameš, da to, kar delaš, dobro tudi za tiste, ki pridejo za tabo. Pa tudi zate seveda danes, ali ne verjameš. To so taka filozofska vprašanja, ki jih moraš v praksi vsak dan se preizprašati, ko v bistvu snuješ neke projekte. In jaz sem zelo ponosen, da smo mi takrat leta 2020, ko sem jaz prišel na komisijo, skupaj z Zavodom za šolstvo začeli ta projekt Integriteta skupni cilj generacij, ki je danes že integriran v sistem šolstva preko Zavoda za šolstvo in sicer od vrtca naprej osnovne šole, srednje šole. In nekako je zdaj po planu do leta 2040 zapričakovati, da bo 75% vseh zavodov, se pravi vrtcev pa šol, že vsebovali te vsebine. Ne? Eno je, kako delati z otroci v bistvu na temi okrepitve in poštenega ravnanja, integritete in tako dalje. Drugo pa je, da se dela z ljudmi, ki delajo v tem sistemu, se pravi do vzgojitelja, do ravnatelja vmes, da se morajo zavedati, da dober zgled dajo. Zdaj smo v procesu pridobivanja fakultet in tako imamo ta prosvetni del pokrit. Potem so ambasadori integritete, ko smo jih povabili k sodelovanju, športnike, znane te, pač lansko leto tudi drug krog ljudi, ki nagovarjajo ljudi, da se splača biti pošten. In s takimi projekti pač širimo, pa sodelovanjem danes v bistvu prvs, oziroma na ta način želimo prepričati ljudi, da je treba zavedati, da je to naša domovina, naša država, ki mi skupaj gojimo, pa pravzaprav jo skupaj razvijamo v smer, da nam bo vsem boljš. In če bomo od nje jemali, pa nič dali nazaj noter, jo bomo siromašali. In korupcija jo siromaš. In če si to želimo, potem mi težko karkoli pomagamo. Ne? Če pa si tega ne želimo, ker bomo vsi enkrat starejši, pa bomo, upam, da pač dočakali možnost iti v dom za starostnike, oziroma da bomo imeli to dolgotrajno oskrbo dejansko tudi v resnici, pa da bomo živeli dostojno življenje, pa moramo nekaj vsi skupaj v to prispevati. Mogoče s to z mladim sliš, bo res oddaljeno. Ne? Ampak še vseeno, doma imajo stare mame, pa stare ate. Super, če v bistvu so lahko doma oskrbovani, kaj pa tisti, ki ne morejo. Vsak ima nekoga, ki lahko zdaj v bistvu primeroma pomisli na to, da v bistvu mu lahko škoduje, okolikor ni dosti denarja, za socialo, za zdravstvo, za take in drugačne prispevke, ki seveda na kontu korupcije kupnijo. Ne moreš drugače, kot pa da začneš pri izvoru, pa veš, da rabiš 2-3 generacije, da pač spraviš to sistem. Treba je bilo začeti. Odgovornost ste omenil večkrat. A mi poveste, kaj mislite s to besedo? Dvoje. Da si najprej sam odgovoren, da se zavedaš, da karkoli pač delaš, terja od tebe odgovornost, kjerkoli si. Drugo, ko narediš narobe, da družba od tebe terja sistem odgovornost, ta prav čas. Ne čez 10, 15, 20 let, ko že več nihče ne ve, kaj se je takrat dogajalo. Se pravi, sankcioniranje od teh stvari, ki so res narobe. Ko je dokazano, seveda, absolutno, nič prej. To dvoje skupaj. Ampak kako izgleda odgovoren človek, pa neodgovoren človek?
Ker recimo jaz ful mal spremljam politiko v slovensko, skoraj nič, a ne, ker nimam televizije, ampak kadarkoli je kaj bilo, ne, ali pa ko poslušam način govora, ne, političnega v Sloveniji, je v bistvu skoraj na vsakem koraku je otepanje odgovornosti, a ne, pa jo damo na drugi pol, a ne. Oni so bili prej na oblasti in mi zdaj smo od njih podedovali to in zato mi ne moremo tega narediti, ali pa zato se to tako dogaja, ne. In obratno, ne, opozicija pa vlada je kriva za to pa to, ne. In se mi zdi tako ping-ponganje zanimivo, ker je v bistvu samo to prelaganje odgovornosti na drugi pol, ampak ne bi čisto krivil politike za to, zato ker s tem bil prav odgovornosti volivcev, ne, ker očitno jim to deluje, a ne, ker če ne bi delovalo, ne bi to politiki uporabljali te taktike, ne. Tako da je odgovornost na obeh straneh, ne, in je začaran krog, ne. Kako ven iz tega, da nekdo se postavi in reče, jaz sem odgovoren za to smo naredili slabo, in da ga volilci ne kaznujejo takoj, a ne. Tako zanimivo mi je to vprašanje, ker v osebnih odnosih to poznamo, ne. Če si ti z nekom doma, pa nekaj narediš neoptimalnega, pa to priznaš, pa rečeš, bom vse naredil, da to popravim, ne, si prevzel odgovornost, ne. In drug te ne bo takoj zapustil ali pa, ne vem, te kaznoval, a ne. Tako. Ja, absolutno. Jaz mislim, da to drži, kar ste omenili zdaj, ne? In to v praksi se potrjuje. Namreč, da politiki ali pa recimo predvolilne obljube, če se osredotočimo nas, potem pogosto rečejo, a pa te drugi jih pravzaprav upravičujejo, to so bile samo obljube. In potem pa v praksi se je pa skozi leta izoblikoval ta sistem, da ni sankcij, da ni odgovornosti. In naša družba to tolerira. Mi pač to toleriramo. Enostaven je tudi zato tako težje delati na področju preprečevanja korupcije, ne? Če se primerjamo z drugimi državami. In je zelo enostavno. Dejansko, ko primerjaš oziroma gledamo iz perspektive, da smo ljudje družbena bitja in da imaš vsak dan različne vloge, ki jih živiš. Vsak izmed nas. Kar pomislite, smo v bistvu očetje, ne, mame, bratje, sestre, otroci, smo pravzaprav sodelavci, prijatelji, športniki, v 24 urah si vse. A si v vseh vlogah enako pošten, enako integriteten, ali nisi? Saj, če si, ne, potem je to super. Pa spet, ko si v neki vlogi, ki jo imaš, ne, v službi, ti je manj pač dovoljeno, ne, da se pač ti sprostiš, kot pa se sprostiš med prijatelji. Ampak z ljudmi, ki te obkrožajo oziroma ki delijo take vrednote, kot jih imaš ti, ne počneš potem v zasebnem času kaznivih dejanj. Nisi koruptiven, ne, kot ko spoštuješ družbeno imovino, ne, oziroma vse tisto, kar ni tvoje. In to je proces desetletij, ne, še več verjetno, ki se je izblikoval v našem prostoru. Zato je treba pač sistematično tudi se lotiti spreminjanja teh vzorcev. Imamo dobre zglede in treba je probati, ne, in treba je implementirati stvari. Ne smemo obupati. Najslabše je, da obupamo, da rečemo, nikoli ne bo boljš. Ne, jaz na to ne pristanem. In absolutno so ideali tisti, o katerih se pogovarjamo, ker je integriteta sama po sebi neokrnjena. Tista cel, da pač je človek lahko 100% na tej lestvici, če bi rečemo, si predstavljate, naredili lestvico od 0 do 100, ne, pa bi rekli, da je nekdo na 100, ne, lahko si en moment, nek trenutek ali pa en dan, jaz ne vem, ampak ne može biti pa vaš čas. V pač vseh teh vlogah se ti zgodi marsikaj, ampak potem se moraš znati opravičiti, ne, in potem ti ljudi odpustijo. Seveda, če si pristan. Če nisi pristan, ti ne bodo, ne, in tudi sledili ti ne bodo. In mi moramo si postaviti maksimalne standarde oziroma moramo postaviti cilje. Ker če smo mi zadovoljni s povprečjem, kako bomo pa v bistvu dosegali mi potem? In to je samo voda na mlin potem, če si zadovoljen s povprečjem ali pa če rečeš, kaj pa poje, ne, sej on tudi. Potem je to voda na mlin tistim, ki izkoriščajo sistem. In analiza zagotovo pokaže, da se to ni čez noč zgodilo, ta situacija, ne.
pa spet ni tako kaotična. Bolj problem je v tem, da živimo v prepričanju, da je v bistvu ta percepcija naša, ta zaznava naša, da je vse narobe. Mi rabimo zelo malo storiti, da v bistvu bomo se počutili bolj zadovoljni na tem področju. Tako kot sem že omenil, vsak mora prevzeti del svoje odgovornosti, ki ima, in nehati tolerirati te stvari. In ko se bo nehal tolerirati, se bo začel v bistvu bolj pričakovati, da bodo ljudje, ki nas v bistvu ki vodijo, če želite, oziroma so na pomembnih funkcijah v državi, prevzamejo odgovornost, takrat, ko stvari ne grejo prav, ne? Oziroma ko naredijo nekaj osebno zelo narobe. Ker to, da so pri delovanju napake, da pač se zadeve zgodijo, to je življenjsko. To pač pojasniš, smo načrtovali, zgodilo se je to, se opravičujem, gremo naprej. Ne? Ampak da jaz govorim o teh stvareh, ne, ko nekdo naklepno ali pa neko malomarno zadevo upravlja, ne, jo v bistvu ne upravlja, ali pa jo naklepno stori narobe, da bi si za sebe neko korist zrihtal. Ne. Mislim, to je zavržno. To bi moglo obstojati. Ne. Tukaj so te meje, kje je prak, ne, ko se vprašamo, kje je ta prak, ki ga ne boš nikoli v življenju prestopil. Je najbrž točen pri tem, ne bom vzel podkupnine. Pa imate zopet pregovor, da ima vsak svojo ceno. Ampak kaj res? Se tukaj je dobro vprašanje, da vsi ljudje v življenju izvemo sploh, ki je ta v bistvu prak naš. Ne? Najbrž ne. Ko živiš pošteno življenje, ti niti skušnjavno dobivaš pred sebe potem toliko kot pa sicer. To je res, ampak če človek živi v nerazumevanju, da vse ima svojo ceno, tudi to, da ti vzameš podkupnino, pa da noben ne bo nikoli zvedel, da si to naredil, tudi tukaj boš plačal ceno, a ne? Vedno. Not v sebe, ne? Vedno. In če pa to ne verjameš, a ne? Potem pa je po moje čisto smiselno, da vidiš neko priložnost in če verjameš, da nikoli noben ne bo to ugotovil in da ne boš ti nobenih posledic nosil, tudi v sebi ne, pa se meni zdi smiselno, da nekateri to naredijo, ampak jaz ne verjamem v tako, nimam tazga pogleda na svet, vsaka stvar ima ceno, vse se izravna, ne? Če ne navzven, se navznotar. Jaz tudi v to verjamem, je pa dejstvo, da potem takoj dobiš vprašanje, ali to drži absolutno, pa potem primeroma ugotoviš, da res ne, da nekdo pač celo življenje nikoli ni odgovarjal. Pa potem te vprašajo, kako si zdaj mislil, ne, da bo plačal svojo ceno, kdo je bo plačal. Ne poznamo njegovega notranjega sveta. Ne? Tako. Ja. Ampak to je za njih preveč, za večino ljudi to preveč. Reče, to je filozofiranje. Ja. Ampak še vse, iz tega treba izhajati. In zato je treba že mladim, že z otroci začeti, da je vredno ne biti pošten. Bom imel en primer, naprimer. Ne? Kako tako zelo na plastičen način v vrtcu se začeti pogovarjati o tem, kako pravzaprav poštenost velja. Ne? Predstavljati si en razred oziroma eno skupino otrok, kjer starši otroku dajo čokolado, da jo nesejo vzgojiteljci in samo z razlogom, da bo mogoče, oni pričakujejo malo bolj pozorna do njihovega otroka. Oni da čokolado, ne ve, zakaj se gre. Se razveseli, ne? In zdaj je ona na potezi, ali bo to čokolado vzela, ali jo bo razdelila, predvsem pa, ali bo dala več pozornosti temu otroku. In ko drugi otrok, in ona seveda, ker ne ve, da mora biti do vseh primeroma, ne govorim enaka, do vseh mora imeti iste v bistvu vatle, standarde, temu otroku nameni več pozornosti. In drugi otroci ugotovijo, da mora nekaj prinesti, zato da bodo potem dobili enako več pozornosti in začnejo doma nagovarjati svoje starše. Ne jim dajo čokolado, da bojo nesli vzgojiteljci. In tukaj imate cel krog, kako se v bistvu otroci lahko narobe naučijo in kako v bistvu se ne daje dober zgled. In tako naslavljamo mi ba stebra z velik drugimi primeri, seveda, tudi nekaj po tem starostni stopni primerno se pove ljudem, zakaj pač treba biti pošten. Ker pogledajte, če bi samo matematično zračunali tistih 60 minut pozornosti, ki dajo vzgojiteljca, vidite, da v bistvu se ustvarja neka razlika, ki ni pravilna. Ne? Če dobijo ostali, ne vem, karikiram, po 3 minute en, dobi pa za to 10. Pa to so samo otroci. Ki potem, ko zrasteš gor, ne s tem, govorimo o milijonih, ne. Ampak, a si pomirjen s tem, a nisi? Zdaj to, če jaz delam v takmu
okolju in se s tem moram ukvarjati in tudi se veselim, ko načrtujemo te nove projekte, ko pač so zelo lahko uspešni med mladimi, ki jih mladi sami pozdravijo. Ne? In to je to. In na dolgi rok, recimo, zagotovo se bo premaknila stvar na boljše. Ampak samo pod pogojem, da bo dejansko dozorelo tudi pravočasno prevzemanje odgovornosti pri tistih, ki pač to morajo storiti. In to je eno zgre z drugim. Ne moreš ti samo nek krepiti dobro, na drugi strani pa pač ne postaviti standarda tega, da pač je pa treba naslavljati anomalije. Ne? Moš narediti oboje. Ne? In to rečemo v primeroma, ko sem premenil Skandinavijo, tam to imajo. Pa poudarjam, tudi oni imajo korupcijo. Ampak manj. Manj, pa tudi tisto, ki jo imajo, jo naslavljajo. Ja. Tudi če bi imeli več, bi v bistvu jo drugače naslovili. To je ta razlika. Niso vehementni do tega. Ne rečejo, kao poj, se to vsi pri nas počnejo. Ne, tega ne rečejo. Spet, če greva čisto v temelje, kaj je korupcija sploh? To je to, da nekaj v bistvu daš. Nekaj daš? V zameno, da boš nekaj dobil. Po domač, ne? Sprav kapitalizem. Ne. Kapitalizem je lahko čisto dober. Če ti svoj denar daješ. Hecam, ampak daš, pa dobiš neko dobrino. Ampak taki odnosi so nam v redu. Na nepošten način. No, Da podkupaš nekoga, torej, jaz sem hotel reči, da ti nekoga podkupaš, ne, se pravi, mu daš, po domače, veste, se kuverte reče, ne, to se je pogovorno prejelo v Sloveniji, mu daš neko kuverto, s denarjem nota, ne, danes so to že, seveda, že zdavnej druge valute, ni več vse v denarju, imate v bistvu kriptosredstva, imate tako drugačne, zato da bo on tebe privilegiral, ne, da ti bo dal nekaj, kar ti ne gre, ali mu pa ponujaš, da boš nekaj dobil, ali pa preko posrednika to daš, ne. To je v bistvu tista korupcija. Zdaj pa, ko se tiče javnega sektorja, ti to delaš na drugi strani, ne, predstavljati, da delaš na področju, ne vem, razdeljevanja nekih sredstev, ki so vsem na voljo, javnih naročil. Razpisi pa to. Razpisi, ne, kaj je državni denar. In potem, ko ta človek tam dela, ne, pa recimo, da nima dobrih namenov, on pravzaprav, ko dobi neko obljubo ali pa neko podkupnino, potem državni denar, ne svoj denar, da nekomu na nepošten način. In seveda na ta način se vsi standardi lomijo, od tega, da ni ta prave konkurence več, ne, da pač tudi kvaliteta ni več tista, ki šteje, ne, oziroma da lahko vsi pod enakimi pogoji konkurirajo in tako naprej. In tako ljudje, ko imajo take izkušnje, pa nehajo verjeti v nek pošten sistem, ne, in se tudi učijo, da morajo nekaj prenesti. Pa bom spet rekel, to ni spet vse prisotna pač praksa. To je manjšinska praksa, ampak to bode oči, pa to, ki je moteča, da se v njej pogovarjamo in potem se zopet ustvarja percepcija, da je vse narobe. In ko ni sankcij, ko ni odgovornosti, rečejo se nič ne spremeni. In tu je ta začaran krog, pri nas pravzaprav nismo še najdli izhoda iz njega in tudi sankcioniranje ni prineslo še rezultatov. Zato je treba, pač jaz verjamem, da je preventiva predvsej bolj učinkovita, je pa res, da terja svoj čas. In to je tisto, kar so govorili na začetku, pošteno človeku ne bo težko. Niti kandidirati, niti v bistvu biti niti pošten v tem razdeljevanju sredstev. Tismo, kam pa drugačne vzgibe. Pa pač je to, ker se mi pogovarja danes, nam rekel, da ne pomembno, ampak se kaj dosti ne ozira na to. Reče pač, ja, vse to je res, ampak ne. Kje pa smo kot Slovenija v primerjavi z ostalimi državami, mogoče če se sam na EU osredotočva? Vem, da obstaja veliko držav, ki so v razvoju in je to vse prisotno. Pred leti sem bral knjigo Why Nations Fail. Mislim, da sta ta dva ekonomista dobila Nobelovo nagrado iz ekonomije za to teorijo. In v bistvu njihova glavna teza je, da narodi propadejo, ali pa zakaj narodi grejo v neko blaginjo, je predvsem zaradi institucij. Koliko so močne institucije, koliko so poštene, koliko v bistvu celo družbo konstantno preverjajo, da se take stvari ne dogajajo. In to sta dokazala na velikih AB primerov čez zgodovino. In sem veliko razmišljal o tem. In Slovenija je na boljšem, če gledava globalno, ne samo se me tako zanima, kje je ta kultura
v primerjavi z drugimi evropskimi državami? Mi smo tako nekje v sredini. Te listice Transparency International oziroma OECD nas tudi uvrščajo tja. Zdaj smo imeli rahel napredek za lanskoletno merjenje, ampak se zavedamo, da bi bili lahko boljši. Ne. Mi bi lahko z zelo malo truda v družbi te skupine držav, ki so takoj za Skandinavci. Tam je res kultura drugačna. Ne. Pa ne samo kultura, druge pač atribute imajo. In mi se tudi ne primerjamo z njimi, mi samo dobro prakso tam pogledamo. Ne. Ampak gledajte, kakšna Francija, ki ima tudi drugačno v bistvu zgodbo, ampak ta srednja Evropa, če gledamo potem pa do Nemčije gor. Ne. Zakaj ne? Ampak če pogledate Estonijo, tudi imajo seveda drugačno kulturno zgodovino oziroma kulturo, ampak še vseeno. 2004 je bila narejena analiza, da sta Slovenija pa Estonija zelo primerljivi. Katerega leta? 2004. Ja, ampak Estonija se je potem odlepila in na teh standardih šla precej naprej v družbo najboljših. Tako je za Skandinavci dol. Ne? Zakaj ni jim uspel? Najbolj zato, ker so zelo delali na transparentnosti, krepili so tudi preko digitalizacije, preko vsega tega. Ne? Mi smo tukaj še v razvoju. Potem sem prepričan, da tudi na nivoju odgovornosti so naredili napredek. Ne? Mi pa smo bili očitno zadovoljni s to oceno, ne? Da smo neka država v razvoju, ki pač ima svoj potencial, da smo zgodba o uspehu in ne vem kaj še vse. Ne? In smo obstali. Ne, na določenem segmentu, sploh tukaj, transparentnosti, razvoja odgovornosti, a pa, če želite, tudi ta pravega naslavljanja anomalij, ko do tega pride. In po 20 letih pravzaprav ugotovili vsi skupaj, ne, to se tudi pogovarjamo, da se kar vrtimo v krogu, no, da bi nekdo zdaj resno presekal pa s to predvolilno obljubo potem tudi v praksi resno začel. Do tega še nismo prišli, no, se pa veliko pogovarjajo o tem. In mi smo tečni pri tem. In zahtevamo, ne, da pač se najvišji standardi v praksi uveljavljajo. Zakaj pa ne? Se jih družba zasluži. Kako bi lahko rečemo, da si z neko poprečno integriteto lahko zadovoljen ali pa z neko poprečno transparentnostjo ali pa z neko poprečno odgovornostjo? Ja, ne. Kaj pomeni transparentnost v tem kontekstu, ki ga omenjate skozi? Transparentnost pomeni, da vse, kar počneš, govorim zdaj v javnem sektorju, na javnem položaju ali pa na funkciji, lahko pojasniš. Ko ti rečemo nekega sestanka, če gremo v te tajne službe, pa to ne smeš pojasniti, ne ga lahko tudi zanikaš, ampak to so posebne zgodbe. Načeloma pa vsi posli z državnim denarjem, če želite, ali pa pravzaprav sprejemanja lobističnih stikov ali pa dogovarjanj pa tako naprej. Da se po potrebi lahko to razgrne in vidi. Ja, da se pokaže ljudem, da se v bistvu ljudje, veste, se tukaj ta odsotnost te transparentnosti, ta odsotnost transparentnosti ustvarja dvom. Čim pride do neke, naprimer, afere in potem se dolg časa to razčiščuje, se ustvarja dvom pri ljudeh. In bo rekel, tukaj nekaj smrdi. Lahko sem pojasniti, ne znajo. Lahko samo iščejo, kako bojo to pojasnili, ker so pač mogoče neko tehnično stvar naredili narobe. Načeloma, če ti delaš to tako, odprto, po domače, odprto, nič ne skrivaš, nič nimaš za bregom. Poveš, pokažeš, recimo, to je transparentno. Integritetno pa, da si v osnovi pošten, pa da pač držiš dano besedo, obljubo, da si tak človek, da ti ljudje z veseljem sledijo, ker ti verjamejo, ker vejo, da nimaš nič za bregom. Te voditelji bojo slovensko družbo, takšni voditelji bojo slovensko družbo potegnili naprej. Jaz nisem politik. In ne morem soditi o tem, kako pa kdaj se bo to zgodilo. Lahko rečem, da si jaz tudi želim čim več takih politikov. So tudi prisotni, se ne da jih ni, ampak ne prevladujejo. To so v bistvu te problemi. In pa imate pa še ogromen teh drugih razlogov, zakaj pravzaprav bi se nekdo sploh ukvarjal s temi vrednotami, ko se pravzaprav poskuša odvrniti pozornost od te higiene. Če si predstavljate, da Komisija za preprečevanje korupcije skrbi za te standarde, ki preprečujejo korupcijo v javnem sektorju, predvsem pa tudi širše, torej s krepitvijo integritete, odgovornosti, transparentnosti, odpravljanjem, preprečevanjem nasprotja interesov. Potem tudi to pomeni, da pač nisi v konfliktu med zasebnim interesom pa med tem, kar počneš. Potem tudi se ukvarjamo z pregledom nad premoženjskim stanjem, da nič ne skrivaš.
ukvarjamo se z omejitvami poslovanja. To pomeni, da če si na neki funkciji ne moreš poslovati s svojo firmo, sploh pa ne država s tvojo firmo. Potem se ukvarjamo z nezdružljivostjo funkcij. To pomeni, da če si na enem položaju, ne moreš biti tudi na drugem položaju, v katerem so odločaš, se pravi, da ste te dve funkciji konfliktni med sabo. Ne? Ali pa nekje, ko si funkcionar, ne smeš imeti nič pridobitnega, ne smeš upravljati. Izjeme samo, lahko predavanja in tako naprej, ki so zelo korigirane pomene. To so vse standardi, ki če bi v praksi živeli, bi pač bilo boljše stanje na tem področju preprečevanja korupcije. In kar je paradoksalno, to pomeni, da pač se prav čutiš, je to, da je zakon sprejel Državni zbor. Ne, prvi zakon je bil 2004, ta zdaj veljavni z amandmaji je bil 2010, amandmaji pomeni popravki. In po tolikih letih zdaj, mi še vedno se pogovarjamo o tem, a so te standardi ok, sprejemljivi, a so nekomu všeč, a jim niso všeč. Pa sprejeli so jih predstavniki ljudstva, mi jih pa izvajamo. In potem ne moreš razumeti, kako to, da ni podpore, ki bi mogli vsi skupaj to podpirati. Če si predstavljate, ne, v idealnem scenariju, vsi bi mogli podpirati, da bi javni sektor čim bolj optimalno deloval, da bi bil servis državljanom in da bi bil zaupanje vreden do te mere, da ljudje tudi slučajno podvomili, da bo kdo, ki je vzel z njega ven, pa ne bi smel. Pa ni to res. Ne. Je ne, ker se v praksi kaže, ne, da se pač vmes najde ljudje, ki ne sledijo tej filozofiji, ampak preko javnih naročil, preko zlorabe položaja, preko tega, ko imajo močno vplivanje, pa imajo moč, da odločajo o nekih stvareh, ki pa če drugače ne bi imeli, pa rihtajo korist sebi, svojim, ne vem, zaveznikom, političnim. Pač izkoristijo trenutek, ko so na položaju za svojo korist. In tako se pa vse lomi. In imamo zgodbo, kdo prihaja, ne, spet na te funkcije, so to zaveščeni ljudje, niso zaveščeni ljudje. Ne. In zato mi probamo že od majhnega, se pravi v sodelovanju s temi projekti, ljudem povedati, da pač, ko zrasteš, ko si odgovoren, ko pač imaš službo, moraš dati nekaj nazaj družbi, ki te je vzgojila. Ampak na ta način, torej, če nisi v državni upravi, ne moreš znotraj, ampak si pa lahko netoleranten, ne, se pravi, ne gledaš stran. Če si pa v servisu za državljane, pa pač ne počneš stvari, ki jih ne smeš početi. Zelo enostavno. Zakaj potem ne teče? A mislite, da je to ostanek prejšnjega našega sistema pa kulture, kjer po mojem mnenju je bil prejšnji sistem čistko politično pa ekonomsko bolj v smeri, dajmo se mi zdaj tukaj zapreti v sobo, pa se bomo že mi zmenili ene stvari, pa bomo tako malo. Da je to tisto, kar nas vleče nazaj, ker je to res nek tak ostanek prejšnjega načina delovanja v biznisu ali pa v politiki, ali pa je bilo to vse dvoje premešano skupaj. Tako. Jaz mislim, da če bi tukaj želela imeti tak popoln odgovor, bi mogla iti v zgodovino nastanka slovenskega naroda, pa potem naprej. Ne? In po naprimer prvi svetovni vojni, pred drugo, po drugi, ne? Razvoj zavesti o tem, ne, da smo v bistvu Slovenci narod, da imamo svojo državo in da moramo to državo negovati. Ne. In tukaj mislim, da leta 1991, ne, ko se je pač ta čudovita stvar zgodila, torej, da smo dobili svojo državo, pa nismo še preklopili, da pa moramo za njo tudi skrbeti kot dobri gospodarji. Ta zavest se zdaj razvija že torej več kot 30 let. Ker če bi bili takrat vešči, da moramo biti dobri gospodarji, pa ne bi bilo divjega privatiziranja, pa ne bi bilo teh odtekanj denarja na razne načine iz državne blagajne. Potem bi mi že takrat to svojo deželico, oni, tisti, ki so bili takrat na položaju, pa da ne bo narobe razumel, sigurno je bilo ogromno dobrega narejeno. Ampak na tem segmentu pa ni bila dana dovoljšna skrb, da bi v bistvu z našo državo delali kot dobri gospodarji. Kot v bistvu, da bi bilo to last vseh nas. Ne? In so se pač tudi zgodile zgodbe, tako kot v prejšnjem sistemu, ko sem bil še otrok. Tudi sem veliko bral o tem, ne? Ko pač so te elite obvladovale in je bilo to vse kao družbeno, ampak njihovo hkrati. Bilo je družbeno, ampak koristile so pa lahko same elite. Se pravi, ni bilo do vseh. Ne? Ampak tukaj recimo težko rečemo usporednice, jaz bom bolj se umil na to, kar verjamem. Verjamem pa v to, da
enostavno nismo preklopili, da zdaj smo pa mi odgovorni, čist sami, za to, kar imamo. In ko prideš na oblast, to je pa še to velja za današnji čas, ti moraš državo delati kot dober gospodar. In se moraš zavedati, da je od vseh. In da tudi, če imaš ti moč odločanja, moraš poskrbeti za vse. In moraš dati priložnost vsem. In če si zavezal, da boš pošten, bod pošten. Ne zdržijo potem izgovori, veste, to so bile predvolilne obljube. Ja, torej mi toleriramo to, da pač, ne vem, politiki govorijo eno, pa delajo drugo. Torej mi se avtomatično strinjamo, da za njih integriteta sploh potem ni neka vrednota, ki bi štela. Pa ne drži to. Oni so ljudje, oni so državljani, oni v bistvu so prej bili, pa potem bojo tudi nekje drugje, ne v politiki. In to smo mi vsi v bistvu tukaj odgovorni vse čas, kjerkoli že si, nimaš nobene amnestije oziroma nič nisi pač oproščen tega. To, glejte, je dejansko nekaj, kar pač nimamo razvito, še vedno ne, se jaz tako menim, no, v svoji družbeni zavesti. Zato te z mladimi delamo na tem velika, ne, da pač se z zglednimi ljudmi, ne, kot so te, kot sem že omenil, športniki oziroma kulturniki, če želite, pa ljudje, ki pač imajo dober imič pa vpliv tudi, da pač povejo, lejte, uspel sem v življenju, ampak uspel sem pošteno. Da se, dejte, to je naša država, na ta način. In to vse je v bistvu tudi v kontekstu preprečevanja korupcije. Ker učinkovito preprečevanje korupcije se začne znotraj, ne, se pravi, se začne z vzgojo, se začne pri meni, v bistvu pri vsakem posamezniku, v mojem odnosu, ki ga razvijam do tega, kaj moje ni moje. Ker če sem jaz izdelan, se pravi, odrasel, jaz tudi namisel ne bom, meni tudi namisel ne bo šlo, da bom potem podkupnino sploh ponujal. In če ne bi bilo ponudbe, ne bi bilo povpraševanja. Veste, to so te idealistični pristopi, ne? In v gospodarstvu smo se tudi z njimi pogovarjali. Da tam smo isto rekli, če vi note ponujali, bo tudi manj povpraševanja. In veste, kakšen bi njihov odgovor? Absolutno šteje pošteno poslovanje z državo. Ampak želimo si, da bi tudi država pošteno poslovala z nami. Mi smo z vsemi 5 temi velikimi iz ekonomsko-socialnega sveta pač naredili pač neko skupno akcijo. Boste še? Imam še. In to smo v bistvu videli, da bomo stične točke. Ker tudi njim je lažje delati v državi, ki ima na lestvici konkurenčnosti boljšo ceno, tudi za vlagatelja, ne, ker si pač želijo, da bi pač tujci prišli pa investirali, ampak če gledajo oni indekse, pa so ti indeksi ne najboljši z vidika pač vsega tega, ne, je njim tudi potem vsaka slabša percepcija na področju korupcije v škodo, ne, in kakorkoli je to njihov denar, s katerim delajo, ne, pač če pogledamo med sabo, kako poslujejo, je eno, ne, ampak na drugi strani pa tako so med njimi ljudje, ne, ki pač ne razmišljajo v tem pozitivnem pogledu, ko se z njimi pogovarjajo, ampak so pripravljeni s podkupnino prijeti do neke ugodnosti, ki država nudi. Ne. In to je ta v bistvu problema, ne, ki ga naslavljamo, in da bi tudi sami imeli neko selekcijo, pa bi izločali take, ampak to je tek na dolge proge. Ne, ker pač mi smo zasnovali cel kup enih projektov. In zagotovo bo marsikaj od njih uspešen, ampak to res terja svoj čas. Da pač se sprejme ta filozofija, da se pač ponotrani, da jo začnejo izvajati v praksi, da se primeroma pa v praksi tudi pokaže, da je to, kar smo se dogovarjali, tudi res. In ko se v praksi, ne vem, neka odgovornost potem prevzame, vidijo, da se spreminja. In potem ljudje rečejo, ok, to se je pa zgodil, pa drugič, pa tretjič, pa četrtič, pa petič, včasih je bilo pa drugače. Ja, je bilo, zdaj pa smo prišli do te točke in zato je vredno ustrajati. Tukaj moraš biti ful ustrajen. Tukaj ne moraš en projekt zasnovati, pa reči, da pa boljš ne bo. Moraš konstantno delati na tem. To je ta zgodba, kot če pogledava, ne vem, varnostni pas. Ne vem, kako se spomnite, ampak rečemo, ko sem jaz pač dobil vozniško, to je bilo po letu, da sem jaz dobil pač 93, ne. Mrzdo se je ni vozil pri 5. Tudi sankcionirano ni bilo kaj dosti. Potem se je začelo v bistvu vrteti v glavah, ne, pa statistika analize smrtnih prometnih nesreč, ki jih nismo imeli malo, je pokazala, da je bilo ogromno ljudi, ki niso bili pripeti. Potem se je začelo zaveščati, bodi pripet in tret, pa sankcionirati se je začelo.
Danes so, pogledajte, kaj danes so redki tisti, ki niso pripeti. Trajali pa vmes kar nekaj časa. In tako je za vsako stvarjo. Da se standardi vzpostavijo, pa dvignejo. Ne? Ja, in smo jih sprejeli. Ne? In se ne sprašujemo več, ali pa ločevanje odpadkov. Jaz sem otrok generacije, ki ni bilo ločevanje odpadkov. Potem, ko so bili moji otroci v šoli, ne, smo se tega skupaj učili. No, je to standard. Se več nobeno vpraša, bo plastiko dal plastiko, karton in tako dalje. Isto je tukaj. Če si na funkciji, moraš biti pošten, integriteten, dober zgled. Tako, na ta način. Ampak treba je, v bistvu povedati, pa zahtevati. In tek na dolge proge. Vi ste predsednik Komisije za preprečevanje korupcije, ne? Drži. Zanima me, kdo recimo, ali pa tako bom rekel, ne? Družba, ki ima iz vseh strani vzpostavljene vzvode, ki drugega gledajo, pa preprečujejo slabo delovanje, so stabilne družbe. Ne? Zdaj berem eno knjigo o ustanovitvi ZDA, ne? In te očetje ustanovitveni, ki so pisali, mladi so bili, ne? Večinoma so bili pravniki, poznali so zgodovino grškega imperija, rimskega, ne? In vse, kar so vedeli, so probali nekako zapisati, pa se vedno spraševati, ali ima ta institucija ali pa ta pozicija preveč moči in kako jo omejiti z neko drugo. Checks and balances, v angleščini. Kdo recimo vas na ta način nadzira ali pa kako to sploh deluje? Ne? Tako malo me zanima. Ja, v Sloveniji imamo kar nekaj neodvisnih samostojnih institucij in nekatere so ustanovljene na podlagi ustave. Si date malo bližje mikrofon. Nekatere so ustanovljene na podlagi ustave, to je rečemo Računsko sodišče, Varuh človekovih pravic, Ustavno sodišče. Imamo pa potem tudi take, ki so ustanovljene na podlagi zakona. Poleg naše komisije, Varuh je tudi informacijski pooblaščenec, zagovornik načela enakosti, recimo Državna revizijska komisija. Tako, no. In potem mi recimo imamo noter določeno v zakonu, da nas nadzira po posameznih segmentih Državni zbor, se pravi nas funkcionarje, ker mi pa kot institucija pa nadziramo vse ostale, potem pa nekdo mora tudi nas. Kar se pa tiče naših pač ugotovitev, ko jih nekako preko svojega dela ugotovimo, je pa zato pristojno sodišče. In pri nas sodišče, bodi si za naše postopke upravne oziroma tiste druge javno upravne postopke, ki jih vodimo, oziroma prekrškovne postopke, presoja, smo mi vse naredili zakonito, pa tako, kot bi mogli. In javnost, ki pač gleda naše delo, potem pravzaprav preko naših ugotovitev, ki jih sporočimo, takrat, ko jih lahko, oziroma ko pač nastopijo razlogi za to, potem pa zahteva pa odgovornost oziroma pač odnosilcev najvišje veje oblasti, se pravi, ne bo to predstavnikov vlade, Državnega zbora, če želite, in županov. Mi take funkcije moramo objaviti, zato ker s tem se generalna prevencija izvaja. Se pravi, da ljudje vidijo, kaj je pri nas sprejemljivo, pa ni sprejemljivo. Potem pa imamo vse v praksi pa probleme, ko nekdo z roko zamahne, reče, kaj ne odgovarja, ni sankcij, da tečem, se nič ne spremeni. In potem vse to, kar smo predtem govorili, pride kot problem do izraza v praksi. In mi smo pravzaprav institucija, ki ima svoje poslanstvo v preprečevanju korupcije. Medtem ko boj proti korupciji oziroma preiskovanje kaznivih dejanj oziroma pregon je pa v pristojnosti policije pa tožilstva. In če smem, v bistvu se je kar nekaj časa pričakovali, da bo komisija opravljala delo policije. Nikoli ni bila to njena naloga. Mi smo šele v zadnjem obdobju zdaj prišli do situacije, ko ljudje vse bolj razumejo, da smo mi v bistvu tisti, ki smo za preprečevanje, ki pravzaprav, če bi ljudje, katere imamo mi v naših postopkih, upoštevali zakon do te mere, da bi bili integritetni, da bi bili transparentni, da ne bi v bistvu vseh teh standardov institutov, mi po domače rečemo, to, za kar smo pristojni, kršili, potem ne bi zapadali sploh v polje
korupcijskih tveganj, ali pa če želite, ko so potem elementi pa celo korupcijskih kaznivih dejanj, ki jih mi odstopimo. Torej, bolj ko se zakon spoštuje, manj je tveganj v praksi, pa manj je v bistvu odklonskih ravnanj. Zato je pomembno to, kar mi delamo. To je kot imunska odpornost, če si predstavljate. Bolj ko v bistvu ti preventiva deluje, manj je kurative. In to je naša vloga. In mi smo v bistvu za javen sektor pristojni, izvajamo tudi z aktivnosti z gospodarstvom. Vse komuniciramo s pomočjo v bistvu medijev, sodelujemo zraven s civilno družbo in pa tudi mednarodno. In v tem kontekstu je komisija zdaj v bistvu v situaciji, ko pravzaprav lahko mirno reče, da je pomemben varuh standardov, ki preprečujejo korupcijo. Nadzira pa nas, kot rečen, sodišče v ugotovitvenih postopkih, pa tisti pristojni organi, kar se tiče neke higiene, poročanja naših, mojih tudi obveznosti, ne morem poročati premoženjsko stanje, pa omejitve, pa tako naprej. To pa državni zbor. Mene nadzira, recimo. Da, to je vloga komisije, tista ta prava. Ja, super. Robert, jaz bi se vam rad zahvalil za tole druženje. Mogoče še kakšno stvar, če bi mladim lahko povedala na koncu. Ne vem, mogoče to nek tak cinizem, ampak da kar je pri starejših narejeno, je že narejeno. Veliko smo govorili o tej dolgotrajnih spremembah, ki trajajo nekaj časa, pa da se kultura spremeni v družbi. Kaj bi mlademu recimo sporočili v kontekstu tega, kar smo se pogovarjali? Da naj se zavedajo, da je prvič Slovenija naša, od vseh nas, naša domovina, naša država. Da moramo z njo delati lepo, kot dobri gospodarji. Da ni treba veliko, da se bojo tiste stvari, ki nas motijo, spremenile na boljše. Kaj pa treba narediti? Samo toliko, da pogledaš, zakaj si sam pristojen. In da ne delaš stvari, ki so narobe, ki veš, da so narobe, ki so se tako naučili, ker to lahko škoduje tudi drugim, ne sam v bistvu tebi, če te dobijo, predvsem prikrajšaš lahko tudi druge. In da nisi toleranten do tega, ko vidiš, ko se te stvari dogajajo. Enostavno ne toleriraš, zahtevaš odgovornost. In ko si pa na funkciji, oziroma ko pa imaš neko tako službo, pa da ravnaš zgledno, da daješ dober zgled. Ker se zavedaš, da s tem širiš nekaj, kar je dobrega, in če daješ dober zgled, imaš visoko stopnjo integritete, torej v bistvu si pošten, delaš tisto, kar govoriš, in kar tudi razmišljaš o sebi, ti bojo ljudje zaupali. Ker integriteta je predpogoj zaupanja. In zadnja misel, mi si zaslužimo kot družba, pa vsi oni si to zaslužijo, da ta integriteta postane standard tudi v praksi. Ne samo v zakonu, pa ne samo pravzaprav v papirjih, pa ne samo v teoriji. In ko institucije, kot je KPK, ne bo več potrebno imeti v naši družbi, pomeni, da mi ne rabimo več varuha teh vrednot, ker te živijo. To imajo Skandinavci na ta način. In tiste hude anomalije obdela sodišče. Mi smo na tej poti, ne vem, če bomo kdaj do tega prišli. In to bi samo v bistvu sporočil vsakmu, da ima vsak svoj prispevek. Mislim, da ima vsak svojo vlogo in vsak lahko prispeva. Ja, super. Hvala vam za vse, kar delate, pa za vaš čas še enkrat. Hvala za povabilo. Prosim.